Najprej o novih ugotovitvah parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank in te ugotovitve mečejo sum na nove nepravilnosti financiranja stranke. Takole bom vprašala, zakaj bi bilo prav, da podjetja, ki so sodila pod ministrstvo, ki ste ga vi vodili, oziroma pod delovno in upravno pristojnost vašega ministrstva, prek agencije nakazujejo denar podjetjem, s katerimi je povezan generalni sekretar vaše stranke? Zakaj bi bilo to prav, moralno? Nič ni narobe, če dve zasebni podjetji poslujeta med seboj. Kako pa neko prvo podjetje dobi denar, se pravi, tam naj se opravijo pogovori, ampak jaz ne vidim tukaj popolnoma nič, jaz tukaj ne vidim popolnoma nič spornega. Če je to edina ugotovitev, ki je ugotovila Tamara Vonta v 4 letih, ni pa zmogla najti računa Roberta Goloba v Romuniji, potem svojega dela ni opravila. Ampak gre izključno za politično. No, če se pogovarjamo o Novi Sloveniji, nenavadno je naključje, da je agencija, ki je poslovala z energetskimi podjetji, v vašem času, torej v času vašega ministrovanja, naenkrat posluje z generalnim sekretarjem vaše stranke in s frizerskim salonom, kjer je bil generalni tajnik vaše stranke v bistvu prokurist. Verjetno bi morali poznati, kako gre korporativno upravljanje v Sloveniji in da družbe, ki so v državni lasti, ne sodijo pod okvirje ministrstev, ampak pod okrilje Slovenskega državnega holdinga. A pa bom tako obrnil. Vaš mož ima podjetje in če to podjetje posluje z nekom, ki posluje hkrati z državnimi podjetji, a je kaj sporno? Jaz mislim, da ne. Ampak če bi se jaz, če bi šla jaz na volitve, če bi bila političarka, pa nisem, bi me verjetno kdo o tem tudi vprašal. Jaz vas sprašujem tukaj, kot predstavnica javnosti, v imenu javnosti. In sem zelo vesel teh vprašanj, zaradi tega, ker do zdaj, kar je Tamara Vonta dala ven, to ne gre za sodišče, to gre za političarko, ki hkrati je bila že v preteklosti znana po svoji agresivnosti in za predvolilni namen diskreditacije Nove Slovenije, skupne liste izključno zaradi tega, da se ne sestavi desnosredinska vlada. In te obtožbe, ki so, niso resne. To ni sodišče, Tamara Vonta ni sodišče, ampak je političarka, ki ima namen diskreditacijo neke druge politične stranke. Pogovarjava se o Novi Sloveniji. Okrožno sodišče vam je naložilo, da morate preiskovalni komisiji predati dokumentacijo. Gre za dokumentacijo, ki je povezana s sumi vodnega financiranja prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Ste to storili? To smo storili, ampak niti ne gre za sume. Gre spet za neke politične obtožbe te iste predsednice komisije in nič drugega. Poglejte, gospod Vrtovec, strinjava se, da niste vi edina stranka, ki jo mediji, preiskovalne komisije in potem tudi mediji poročamo o teh sumih, nepravilnostih. V zadnjem tednu smo o tem poročali o nekaterih strankah, koalicije, opozicije. Zakaj trdite, vaša stranka pa ne, vsi ostali so pa krivi? Se ne strinjate, da je v demokraciji tako, da morajo imeti nadzorovati stranke in tudi sume nepravilnosti financiranja? Absolutno. Poglejte rezultate Računskega sodišča in boste ugotovili, da Nova Slovenija posluje brez nepravilnosti in da imamo vse stvari urejene. Računsko sodišče pa tisti organ, ki pregleduje poslovanje strank. Ugotavlja nepravilnosti, kar se tiče Nove Slovenije, samo Tamara Vonta, nihče drugi. Kar se pa tiče nasploh nadzornih institucij pravne države, pa prav da funkcionirajo in da niso orodje politike. In jaz še vedno verjamem na to dolgoročnost nadzornih institucij pravne države, zaradi tega smo tudi vse te pritiske in tudi laži, ki jih predsednica komisije izvaja, predali sodišču. Sodite med tiste v vaši stranki, ki ne zapirate vrat sodelovanju z SDS-om in pod Janezom Janšo. Kako razdeljeni ste glede tega v stranki? V takšnem stanju, kot je Slovenija, ta trenutek nujno, da programsko sorodne stranke iščejo sinergije za sodelovanje tudi po volitvah. Zaradi tega smo tudi sami osnovali razvojno koalicijo Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in stranka Fokus Marka Lotriča. Povolilno sodelovanje, najprej počakamo, katere stranke pride v državni zbor. Absolutno. Pa se kdo je mandatar odločal ponedeljek po volitvah, želim pa si, da zmaga desna sredina teh volitvah. Strinjamo se, da ste v stranki glede tega razdeljeni, pa me zanima, posebno na kratko, z Lojzetom Peterletom ste se zadnjič pogovarjali kdaj? Včeraj po telefonu, oziroma včeraj smo se celo videli. Z Ljudmilo Novak? Pred enim tednom. In z Matejem Toninom? Danes, pred 2 uri. S kom od teh se pogovarjate največkrat in najbolj zaupate njegovi presoji? Združujemo modrost, hkrati izkušnje, tudi mladost in recimo z Matejem se veliko pogovarjam, z gospodom Peterletom in Ljudmilo Novak tudi, zlasti zaradi tega, ker sta oba zelo modra, izkušena političarja in mi lahko predata izjemne izkušnje tudi za
moje delo v prihodnosti. Dejali ste, da si želite desno-sredinske koalicije, s katerimi strankami zagotovo ne bi šli v koalicijo. Mislim, jaz se ne vidim s tistimi strankami, ki uničujejo način našega življenja, pa tudi dvigujejo davke, delajo kaos v zdravstvu. Tukaj je Levica in tudi Svoboda takšna, kot je v tem primeru, je skoraj nemogoče programsko z njo sodelovati, zaradi tega, ker nima vizije in nima načrta, kako uspešno voditi to državo. Kako realna se vam zdi možnost tretje poti, torej koalicije brez SDS-a in Gibanja Svoboda? V politiki je vse možno, ampak jaz sem tukaj zato, da povezujem tudi desno sredino in ta trenutek se desna sredina povezuje okrog Nove Slovenije. In to je tisto upanje, ki ga slovenski volilec potrebuje ta trenutek za zmago nad oblastjo, ki smo danes priča. Med prioritetami ste izpostavili krepitev gospodarstva, vladavino prava in varnost. Pravite, da se desna sredina povezuje okoli vas, bolj se zdi, da se desna sredina povezuje okoli SDS-a. Pa me zanima, se strinjate z uradom za deportacijo, ki ga je napovedal poslanec SDS-a? Lahko je to urad, lahko je to nekšno drugačno oblika delovanja, ampak tujci, ki prihajajo v Slovenijo, morajo spoštovati naš način življenja, našo kulturo, naš jezik. Če tega ne spoštujejo, je prav, da pač zapustijo to državo. Torej, nov urad. Na kakšen način pa to izvedemo, je pa to zdaj vprašanje, kako te stvari osnovati, ne? Bi spremenili Šutarjev zakon? V določenih členih ja, ker ni najboljši. Drugače smo ga mi... Kako bi ga okrepili? Povsem na kratko. Glejte, zlasti bi bil tukaj še bolj strikten tudi pri sociali in socialnih prejemkih. Tega, ker danes imamo v državi ljudi, ki nočejo delati, prejemajo pa ogromne socialne prejemke, in na drugi strani bi ene stvari, ki so ne v skladu, po mojem mnenju, z ustavo spremenil. Bi zmanjšali financiranje nevladnih organizacij? Absolutno. Po kakšnem kriteriju? To bomo storili, najprej, da se naredi nov zakon glede tega, ki loči nevladne organizacije. Če boste v vladi? Seveda. Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. To so, na primer, gasilci, Karitas, Rdeči križ. In kdo bo to določil? Če govorimo o zakonu, seveda Državni zbor sprejme zakonodajo, ne? In na drugi strani, se pravi, nevladne organizacije, ki se zdi, da so podaljšana roka leve politične opcije. Ne grejo te nevladne organizacije po prostovoljne prispevke, pa da vidimo, koliko imajo oboževalcev. Pa ta denar lahko namenimo za zastonj vrtce. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, se oba verjetno strinjava, da pomembno prispevajo v bistvu k delovanju te družbe na različnih področjih, humanitarne, človekove pravice, sociala, zdravstvo in šolstvo. Zdi se, da v tej retoriki, kaj vse bo ukinjeno, kaj se bo deportiralo in tako dalje, se ustvarja neka klima strahu in groženj v tej družbi. Zakaj je to tako dobro? Komu to koristi? To morate vi vlado vprašati, ne? In Roberta Goloba, ki je to klimo ustvaril že pred 4 leti. Sodelujete pri tej klimi? Mi na drugi strani prihajamo tudi... Ukinjanja, deportacije. Mi na drugi strani prihajamo tudi s pobudami, z vizijo od demografije, do brezplačnih vrtcev, do gospodarstva, kulturo, če želite, se pravi z resno vizijo, da se bi življenje v tej državi odvijalo boljše, da bi ljudje tukaj radi živeli, da gospodarstvo ne bi odhajalo, ampak da bi imeli zdrava in dobra delovna mesta za SP-je, obrtnike in normirance. Problem pa je, ker na drugi strani ni nobenega posluha in več kot 4-letni mandat smo v Novi Sloveniji poskušali, da bi bila določena zakonodaja sprejeta, pa smo bili označeni za revanšiste. Se pravi, to izključevanje, veste, se je začelo in ta zakonodaja se je zlasti začela s prihodom Roberta Goloba na vlado. Še zadnjih 5 hitrih vprašanj. Bi odpravili pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok? Ne. To imamo mi v zakonodaji. Od leta 1974 to področje je urejeno. In se tega ne bi dotikali. Bi se sestali z ruskim predsednikom Putinom? Ne. Bi uvedli nove spodbude za družine z več otroki? Absolutno. Bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence? Da. Ali je bilo priznanje Palestine napaka? Da. Hvala za vaš pogovor.